Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka prav posebna zimska dogodivščina, kateri bo palček Pavel sredi mirne zime prebudil polha Urha, da mi bo pokazal, kako čudovito zasnežena je narava. Narava je bila sicer čudovita, a polhu Urhu ni bila najbolj všeč. A ko je znova želel zaspati, ni in ni šlo. Zato je moral palček Pavel uporabiti vse svoje domiselne trike, da bi prijatelja znova zazibal v spanec. Mislite, da mu bo naposled le uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi iz serije Drobižki z naslovom Polh Urh. Polh Urh se je počutil čisto otrplega. Misel na to, da bi šel ven, ga ni prav nič več navduševala. Kako žalosten je vrt v tem letnem času, je zavzdihnil. Tako žalosten in mrtev je, ko na njem ni nobene cvetice. Ampak vrt vendar ni mrtev, mu je dejal palček Pavel. Samo spi, zdaj, ko je zima. Zdaj, ko je zima? Hočeš reči, da je že? Ja, zima, Urh, zima. O, za lešnikovo voljo, kako pozen sem, je rekel Urh. Nujno se moram čim prej odpraviti spat. Točno tako, lepo hiti in glej, da se dobro pokriješ. Vsi se pokrijte, moji dragi prijatelji, kajti jutri ne bo več dobro hoditi naokrog v poletnih oblačilih. Močno se bo ohladilo. Naslednji dan je dejansko začelo snežiti. Sneg je ves dan padal v debelih kosmičih. Kot prilepljen na svoje okno je palček Pavel občudoval lepoto zimskega spektakla. Kako je lepo! Kako je to lepo! Mislil je na vse svoje male speče prijatelje, seveda tudi na polha Urha. Če bi Urh lahko to videl vsaj enkrat v življenju, ne bi nikoli več rekel, da je zima žalostna. Urh pa je trdno spal, mehko, udobno pogreznjen v svoje mehko gnezdo. Psst, je zašepetal Pavel. Ali spiš? Hej, psst, psst, je zašepetal še malce glasneje. Odgovori mi, ali spiš? Odgovora ni bilo. Polh je bil še vedno tiho in se ni premaknil. Ali se bo že zbudil, lenuh mali? Zdaj mu je polh obrnil hrbet in ne da bi odprl oči, zamrmral. Ali lahko pred tem nekaj malega prigriznem? Že mesece nisem ničesar pojedel. Ne zdaj, je odvrnil palček, medtem ko ga je vlekel dol z njegovega ležišča. Ne, dokler ne vidiš presenečenja. Polh je odvlekel do vrat, ki so ostala široko odprta. No, ali ni čudovito? Ja, ampak tako mrzlo je potarnal Urh. Ali si prepričan, da je že pomlad? Daj, utihni in raje občuduj pokrajino, je vzkliknil Pavel ves nasmejan. Polh si je pomencal oči in jih na široko odprl. Saj to je grozno. Grozno? Kako to misliš grozno? Ja, točno tako, kot sem rekel. Grozno. Ves ta sneg, vsa ta belina.
To pa ja ni prav nič grozno. Nasprotno, čudovito je. Veš, Pavel, kaj je čudovito? Mu je odvrnil polh, medtem ko se je vračal nazaj na svoje ležišče. Čudovito je to, ko lahko mirno spiš, ne da bi te kdo motil. Spati, spati, je vzdihoval Urh. Že zdavnaj bi moral spati. Ubožec se je zaman po svojih najboljših močeh zvijal v klobčič. Zaman je zatiskal oči in poskušal razmišljati o prijetnih in pomirjujočih stvarih. Nič ni delovalo. Ne le, da je bil še vedno buden, sploh ni bil več zaspan. In to sredi zime za lešnikovo voljo. Zaradi nespečnosti je naš polh na koncu zapustil svoje gnezdo in stekel proti najbližji hiši navihanega palčka. Urh, ja, kakšno presenečenje, je vzkliknil palček. No, vstopi že, namesto da tam šklepetaš z zobmi in pridi hitro sem, da se pogreješ ob ognju. Veš, zdajle sploh ni pravi čas, da se takšna mala živalca, kot si ti, sprehaja zunaj. Če pa si že tu, mi povej, kaj te je prineslo? Ne morem zaspati, je zaihtel polh. To je pa zelo zoprna zadeva, je priznal palček rahlo v zadregi. Ampak jaz ne berem pravljic za lahko noč in ne pojem uspavank. Delam pa zelo dobre zeliščne čaje. Na, izvoli, spi in sanjaj o globokem spancu, v katerega se boš kmalu pogreznil. Polh je nagnil skodelico palčkovega zeliščnega čaja in se nakremžil. No, tako, je rekel Pavel. Zdaj pa te pospremim domov. Ali si prepričan, da bom zaspal? Spal boš kot polh, Urh, kot polh. Potem, ko je svojega prijatelja pospremil domov, je palček ob svojem prijetnem ognjišču znova našel svoj ljubi mir. Ampak le za nekaj časa, kajti polh je kmalu spet potrkal na njegova vrata. Jaz sem, Urh. Joj, Neno, zdaj imam pa dovolj teh tvojih hecov, je vzkliknil Pavel. Takoj se vrni domov, si me razumel? Dajmo, brž v posteljo in da te do spomladi ne slišim več. Lotim te, odprimi. Dobra, v redu, vstopi. Ampak res na hitro, ker sem se ravno odpravljal spat. No, poslušam te, zakaj ne moreš spati? Ne vem, je odgovoril polh. Čisto sem razdražen. Bi še malo zeliščnega čaja? Urh se je skremžil. Ne, nočem zeliščnega čaja. Ali si poskusil šteti lešnike? Lešnike? Se je začudil polh. Ampak zakaj? To včasih pomaga. Takole gre. 1 lešnik, 2 lešnika, 3 lešniki, vse do 100 lešnikov. In naenkrat in že spiš. Si prepričan, Pavel? Seveda sem prepričan. Mi palčki enako počnemo s samokolnicami. 1 samokolnica, 2 samokolnici, 3 samokolnice. Polh je za trenutek okleval. Je bolje šteti lešnike ali samokolnice? Samokolnice lešnikov, je Pavel hitro rešil dilemo. Upoštevajoč palčkove nasvete, se je Urh vrnil k sebi domov in takoj, ko je legel v posteljo, začel šteti samokolnice. Štel jih je ure in ure, a še vedno kar ni zaspal. Utrujen od tega, da še vedno ni utrujen, se je spet odpravil do palčka. V redu, že dobro, razumem, je zavzdihnil mali stari možic.
To noč boš spal pri meni. Ampak pozor, samo to noč. In ne računaj name, da ti bom brisal nos in te zazibal v spanec. Ko sta se ulegla, je Urh poprosil še za pravljico za lahko noč. Za branje pravljice prepozno, mu je rekel Pavel in se pretegnil. Jutri moram zgodaj vstati. Nič drugega kot eno čisto kratko pravljico za spanček, prosim. Ne, ni govora. Ampak zakaj ne? Zato, ker pač ne. V redu. Če je pa tako, potem pa ne bom spal, je protestiral Polh. Ker ga je misel na neprespano noč navdajala z grozo, je Pavel vstal iz postelje in odšel po edino knjigo, ki jo je imel, Palček vrtnar. Boš videl, mu je rekel z vedrim glasom, tole je zelo poučno delo. Polh je odprl svoje velike oči in prisluhnil branju prvega poglavja. Kako vzdrževati svojo samokolnico? Sledilo je drugo poglavje. Kaj storiti, ko je škropilnica preluknjena? Potem je sledilo branje tretjega poglavja. Prekopavati, ne da bi se utrudili. Temu je sledilo četrto. Ali znate posaditi zelje? Ko je Pavel prišel do petega poglavja, je začel postajati utrujen. Ob branju šestega poglavja se je moral že ščipati za lica, pri sedmem pa se je zaradi rok, ki knjige niso mogle več držati, knjiga zaprla sama od sebe. Tedaj se je Polh tesno stisnil k palčku in tudi sam zatisnil oči. Pogreznil se je v globok spanec, ki je trajal celo zimo. Kako prijetna zimska pravljica. Palček Pavel se je res trudil in ko mu je končno le uspelo zazibati prijatelja Polha v sladke sanje, je vedel, da jo bodo po dolgem zimskem spancu znova prebudili topli pomladni žarki in pred njima bodo novi trenutki, ki jih bosta delila skupaj. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zgodbam knjižnih junakov iz serije Drobiški. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček v družbi Polha Urha ter Palčka Pavla. Čau, čau! Res simpatična pravljica. Je pa le sladko zaspati.